da hodijo gledati. Zdravo, zdravo, hello. Hello. Kar stopite več kot vidi, prosim, na to stran, da boste vsi videli. Da, ker do sem. Namreč ogledati bomo tole delo, kot naslednje delo. Kaj vidimo tukaj? Ima kdo kakšno idejo? Gre za... Bestel. Gre za kolo, del kolesa, tako, zelo, zelo dobro. Delo avtorjev Neznani storilci. Tehnika pa je dekonstruktivizem. Se pravi, delo v nastajanju oziroma delo v izginjanju. Avtorji v parmesečnem procesu kreativnega dela postopno, kos za kosom, odstranjujejo dele kolesa. In delo v izginjanju bo zaključeno, ko bo ostala samo še ta veriga. Zakaj se pa Neznani storilci v svojih delih namreč problematizirajo koncept osebne lastnine. Koncept tega, to je moje, moja torbica, moja majica, moje kolo, oni pač to problematizirajo in potem osamljena veriga ostane kot nekakšen absurden ostanek tega pač koncepta lastnine v odsotnosti predmeta, ki ga je nekoč priklepala in varovala. Tako, dobro si zapomnite te avtorje. Za vašimi hrbti, če se samo okrog obrnete, pa že naslednje delo nekoliko bolj izbili, zelo enostavno, vidno in pa ne vidno, avtorja Rona Weasleya, to poznam, prijatelj najboljša Harryja Potterja, pač dimenzije poljubne, tehnika okultna, čas nastanka strogo zaupna, zdaj pa za kontrapunkt pa eno bolj resno delo, ki ga že lahko vidite pa tukaj pred vami, zdaj vas bom pa izzvala, ima kdo kakšno idejo, kaj bi to bilo? Gre namreč za precej slovitega avtorja. Malevič. Bravo, Goran! Malevič, točno tako. Čestitke, mislim, res si velik poznavalec. Malevič, asfaltni suprematizem, siv kvadrat na sivem polju. Mislim, da je vse jasno. Prosim vas, da mi sledite, ampak ne hodite po delu. Nekako bomo to zdaj... Tukaj... Dober dan, dober dan. Tukaj pa že poteka performance, kdor čaka, ta čaka. To pa je ena miniaturka japonske avtorice, Matako Koyama. In Macesen gre po nakupih. Vidite, tukaj ima še drugi del inštalacije. Pač avtorica je vgradila drevesu to protezno vejo, da lahko drevo gre po nakupih, znana bolj po svojih drugih delih. Riba vozi kolo in pa, ja, to mislim, da je najbolj znano. Avtorica pač se v svojih delih poigrava z vprašanjem odnosa človeka in narave in kako na ta antropocentrični način človek naravi vsiljuje svoje gledanje sveta, jo izkorišča za svoje potrebe in tako naprej. So pa spet kritiška mnenja deljena, nekateri trdijo, da gre za drevesni body art, za drevesni harakiri, skratka, ni čisto jasno. Ampak to je zaenkrat uradna pač razlaga, ki jo tudi naš direktor je potrdil in jo jaz vam moram pač povedati. Samo nekako, ne. Tako, zdaj pa vas vabim, odlično, v en poseben del naše galerije in kar prosim, če gremo domičko bolj potiho, pa skupaj, malo tako Pink Panther, namreč začenja se že tle en performance in da ga ne bi motili, nekoliko smo zamudili zaradi teh Bolgarov. Vas prosim, če gremo čisto potiho. Kar naprej.
Dobar dan, ja, tukaj so naši obiskovalci na audioturi, imamo tudi to možnost, da pač kar naprej. Lepo, da nismo v območju performansa, Ljubljana je najlepše mesto in Ljubljančani so najlepši ljudje. Naši najmlajši umetnici tudi že pripravljate stvari. Dobro, lepo prosim, mečkan zna biti nevarno, tako da takole za črto, tako ja, in prosim, če se vaši pogledi sprehodijo nekoliko navkreber in si pogledate naslednje delo z naslovom Kožna bolezen. Tudi hiše so krvave kot kožo. Ja, zna biti pa nalezljivo, zato prosim ne preblizu hoditi. Tako, in pa tukaj na drugi strani, pa imamo eno interaktivno inštalacijo. Tako da vas bom zdaj spet prosila in izvala za ene par prostovoljcev, ker mogoče 3 prostovoljce. Evo, enega že imamo tukaj, pa še 2. Kdo se javi? Mirka, evo, odlično, Mirka, stopiš kar sem, pa hitem tam, da. Pa še enega prostovoljca radimo. Evo, super, mami, bravo, mami me razumije, gledno. Evo, odlično. Tako, zdaj pa bi prosila, da si vsak od vas zbere svojega partnerja, s katerim bo pač interaktiral v tej inštalaciji. Nič hudega ne bo, vsak si zbere enega partnerja. Evo, tukaj že imamo, da. Evo, odlično. Zdaj pa malo razložim. Gre za angleška avtorja in sicer Will Recycle in Alota Trash, ki v javni prostor pač take svobodne cone postavljata iz aluminija in sicer svobodne cone, v katerih se lahko svobodno dotikamo in izražamo izven konvencij osebnega prostora in pa fizičnih stikov v javnosti. Malo bo jasno. Prosim vas, da vsak eno roko, lahko pa tudi nogo ali kaj drugega, ampak roko za začetek ustavite v to inštalacijo. Vsak je svoje strani. Tako. Zapreti okno, najbolj bo naša čistilka. Ali pišnik. Tudi vidim, da streha nekoliko pušča. In zdaj poiščite stik drug drugega. Najdete roko drug drugega. Odlično. In zdaj eksperimentirate. Noben ne vidi, kaj se dogaja v teh svobodnih conah. To bo ostalo samo med vama. Drugo roko najdete, iščite in izgubite. Svobodni ste tukaj znotraj. Tako. Je odlično. Čutite to svobodo fizičnega dotika, ki ni na očeh javnosti, ampak je skrit, je intimen. Je v redu, Brane je kar nekoliko... Ja, Brane je nekoliko izpasi, dobro. Lahko ostanete tukaj, pa prijete nazaj. Avtorja že gradite tudi eno večjo inštalacijo, v katero boste lahko celi zlezali. Jaz pa vas vabim nekoliko naprej, se pa že začenja tudi ena posebna inštalacija in sicer gre se za avtorja Olafur Aljesson. Če ste že slišali, Olaf pozna s svojim projektom Sonce, je zaslovel. Mi nismo si mogli tega projekta privoščiti, smo pač še projekt Modrš. Ja, če vsi pomahamo, mogoče se tako interaktivno delo, tako da se odziva na razdaje. Ja, tisti, ki jim ni všeč ta projekt Breme, ta inštalacija pač ne ugaja,
lučna inštalacija, se počasi že razvija. Vas peljem tudi čez naše skladišče. Ne? Tukaj je tudi naš hišnik in pa naša živijo prav tukaj. Lejo, ja pa umetnica najmlajše generacije. Zelo je interaktivna. Skratka, smo v skladišču, kjer vas prosimo, kar odprete oči in sami odkrijete kakšno delo. Me opozorite na kakšno delo. Ali pa mi pač, tle imamo 1985 eksponatov natančno, mladih in tako znanih umetnikov, instalacija še prestraja. Tukaj recimo lahko poslušamo spet eni zanimivi zvočni instalaciji. No, če vam malo pomagam, recimo, kaj vidim? Evo, tukaj hiša v krizi identitete, recimo, nad mojo glavo. Potem, recimo, tukaj je en zanimiv triptih. Andrej, kaj bi rekel, kaj bi bilo to? Kaj bi pa ti rekla, Jelinka? Da so to olupki od pomaranče. Olupki od pomaranče, to bo material, ja, kako bi bil pa naslov? Posušeni. Kako? Posušeni. Posušeni. Odlično. Odlično, zelo dobro si to ugotovila. Gremo naprej, kaj še vidimo tukaj? Super, hvala, čeprav ste zame se ni zabrt. A kdo opaža kakšno zanimivo delo v tem prenatrpanem skladišču? Recimo, evo, kaj bi bilo tole? Srček. Zlomljen srček. Zlomljeno oziroma odgriznjeno srce, tako bravo. Odlično, ne? Potem tukaj, ne vem, če vidite, tukaj je en zanimiv šlov, točno tako. To gre za portret, avtoportret mogoče. Ne bi vedeli, ja, vidim, da bomo mogli kar pohiteti, tako da kar hitro roza rakun na vaši desni. Roza! Tako, tukaj še eno konstruktivistično delo, dobrodošli v človeku. Zelo prepričljiv je ta dež, ne? Zelo prepričljiva inštalacija, tudi nekoliko vetra. To je pa sovražnik umetnosti. Sovražnik umetnosti, huligan. Aha, to je pa naredil huligan, točno tako, a ne? Tukaj, če se... Predlagam, da se tukaj pomaknemo. Da, vidva tudi na zadnje večere, v redu, ne, zdaj pa je res začel tak dež, ampak tisti, ki imate dežnike, ali pa malo k steni, če se pomaknemo. In nekako pohitimo proti koncu. Ja, evo, dve stvari vam bom še predstavila, drugače pa mislim, da kar gremo proti galeriji Vžigalica. Prva stvar, Jelinka se je tukaj usedla na odsotnost kolesa. To se gre za eno tudi delo neznanih storilcev, ki pa je očitno izjemno, kajti tudi verige ni več. In se gre nedvomno za vpliv Rona Weasleyja na neznane storilce. Pri tem delu nezmotno. Tako, naše naslednje delo pa se nanaša na italijanskega avtorja Piera Manzonija. Kdo pozna Piera Manzonija? Goran se je že skazal poznavalca, še kdo mogoče? Piero Manzoni, v 60 letih je bil aktiven v Italiji. Njegovo najbolj znano delo se imenuje Merda d'artista. Ste že slišali mogoče za to zgodbo? Piero Manzoni, to je pač realna zgodba in svetovna, je svoj drek pač pakiral v konzerve. In potem je te konzerve prodajal bogatim zbiralcem umetnosti po ceni zlata. Se pravi, 1 kila njegovega dreka, ja, le, čudi me, gledajte, je bilo res, je pač stala 1 kilo zlata. In s tem je pač problematiziral potrošniško potrošniške logike v pač vrednotenje umetnin in tako naprej. Mi pa imamo v naši galeriji... Pa ni rekel, da je to dreka,
Kako? Ne, vsi so vedeli, da je to nekaj bilo greh v teh konzervah. Pa vsem so ga kupovali, kot ceni zlata, ni noro. No, v naši galeriji pa imamo enega avtorja, ki uporablja isti medij, ampak z njim sporoča diametralno nasprotno sporočilo. Rexi je ime temu avtorju, ki svoje inštalacije postavlja v javni prostor, da so vsem na očeh in tudi so dostopne po zelo ugodni ceni. Tako da zdaj bomo na poti, bom vam jaz izpostavila enega Rexija in si ga lepo oglejte, potem bomo pa šli malo hitrejši, da pridemo nazaj. V redu? Kar za mano. Evo. Tako, Rexi tamle noter, upam, da ga vidite. Pa kar za mano, tak tek poziv bomo zdaj naredili. Moško in žensko stranišče, če koga lulat. Drugače pa že tečemo tamle za luk. Tukaj bomo malo se skrili pred inštalacijo. Goran si je že pogledal, za tiste, ki si še niste. Mogoče bi kdo prepoznal avtorja tele miniaturke. Kdo bi bil to? Brane, kaj praviš? Pollock, tako Jackson, Pollock, bravo, Brane, čestitke, action painting, odlično. Dobiš nagrado v ozadju, tako kot tudi Goran. In še naše zadnje interaktivno delo. S vogalom. Enega Rexija bo dostala. Joj, ne, kuzga. Ustavila, tako za moment. Se pravi, malo smo preskočili in smo že pri naši zadnji inštalaciji. Za vami se nahaja ena velika hiša. Ta velika hiša je, kot vemo, Ministrstvo za smešne hoje. Ministrstvo za smešne hoje, ki je posthumno Jože Plečnik zgradil v sodelovanju z profesorjem Pajtonom. In v tej veliki hiši skladiščijo in arhivirajo pač različne smešne hoje in se evidentirajo tako. In nas so pa prosili, da pač prosimo vas, da prispevate kakšno smešno hojo, da prispevate kakšno smešno hojo v njihove evidence. In sicer tukaj vidite, tukaj v zadnji sedijo kritiki, umetniški kritiki, sociologi in drugi strokovnjaki, ki jih zanima tudi umetnost v javnem prostoru, ampak oni rabijo pogoje, oni rabijo posebne pogoje, zato so tukaj za šipami. Aha, a jih vidimo? Bi smo se mogli malo makniti, aha, vidite jih, ja. In imajo tudi slušalke, kamere, tukaj je pač tudi zvočnik, vse potrebno, da pač ocenijo vašo smešno hojo. In zdaj vas bi pa prosila, ja, nemečke narobe smo se postavili, da od tega štarta, da gremo na štart, bi vas prosila za začetek, evo, gremo lepo na štart, da se nam boste pridružili. Vi ste že oddali svoje semke, ja, to je dobro, ker dvakrat pa ni dobro, pa se jim vse zmeša, ni dobro dvakrat, vsak samo enkrat, tako, ja, evo. In kdo bo, Jelinka, boš ti začela? Smešno hojo od štarta pa do cilja. Vidim, da sem se postavila za Rikvrc klasično smešno hojo. Odlično, imamo prvi par. Ja, kar sproščeno, Zelo zanimivo. Iščem se. Tako na koncu je malo pohitel. Odlično, Brane, en aplavz. Zelo dobro.
Odlično, gre za variacijo. Zelo dobro, upam, da so zadovoljni ti tukaj notri. So zelo zadovoljni, bravo Mirka, zelo dobro. Lahko kar naprej. Po želji, super, ena noga, to je ena najbolj klasičnih snežnih hoj, ampak izvedba je bila super, zelo poskočna. Kaj imamo še hojo? Kar naprej. Hoja po jajci, hoja velikanka. Ena klasična snežna hoja, hoja velikanka. Zelo dobro, Sanja, ajde Nika. Gremo pa vsi skupaj, mogoče. Nemo, ajde, Goran bo začel. Hej Nika, ajde. Odlično, Goran, to je pa res presenetljivo. Notrdamski zvonar. Tako, odlično. In pa še Maja. Tako, pingvini so srečni v dežju. Odlično. Odlično, zelo lepo. Zdaj pa, evo, zdaj smo na koncu tile ure. Upam, da ste uživali sploh v tej čudoviti inštalaciji, pač vremenski. Zdaj pa gremo za Vogal pogledati, kaj se je tam zgodilo. A je še kdo tam? A so se ljudje poskorili, a so naši prijatelji tam? Mi smo imeli en čudovit plan z vami še iskati umetnine, ampak če se snežniki ne bo dali s tem, da nekoliko umirijo to inštalacijo, potem ne vem, kaj bo danes za pusto. Pač pocestnica je nekoliko vlažna, da se potem to izrazi. Ene pari ustraja. Silni izhod. Zasilni izhod. Odlično. Druga vrata levo. Tako, gremo ven, ljudje. Gremo ven, če zasilni izhod. Zasilni izhod je tukaj na vaši levi. Je zasilni izhod. Imamo že veliko naselj z zasilnim izhodom.